Na tokratnem posvetu je z nami Ana Ramovš, zdravnica, ki dela v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in na Inštitutu Antona Trstenjaka. Opravlja delo raziskovalke na področjih zdravega staranja, preventivne medicine, javnega zdravja, geriatrije, etike, telemedicine in teleoskrbe. Z nami se bo na kratko sprehodila čez nasvete, kako se lotiti oskrbe doma ter kako si olajšati nego in zmanjšati nevarnosti poslabšanja bolezni pri slabo pokretnih. Pogovarjali pa se bomo tudi o možnih oblikah pomoči na domu. In vam kar predajam besedo. Najlepša hvala, gospa Maša, za to velikodušno predstavitev. Manjši popravek, sem delala v kliničnem centru, zdaj trenutno pa v zdravstvenem domu na urgenci, ampak to so sosednji hodniki, tako da zelo blizu. Danes se bom pa v bistvu iz obeh služb nekako prihajam v stik z družinskimi oskrbovalci, pa s temi, s čim se srečujejo z oskrbo njihovo na domu, se pravi, ko doma za nekoga skrbijo vsakodnevno. In bomo se danes, kot je bilo lepo povedano, sprehodili čez nekaj korakov, kako si to oskrbo olajšati. Preden se pa lotimo tega, bi pa najprej povedala malo o tem, kdo so družinski oskrbovalci. Ker verjamem, da je kdo od vas tukaj, ki ste prišli poslušati, da vam je to v resnici znano, ali pa celo to delate, pa vam mogoče ni znano ime družinski oskrbovalci. Tako da najprej razlaga, da vemo, o čem govorimo, da smo vsi na isti strani. Se pravi, družinski oskrbovalci so vsi tisti, ki tedensko, nekaj ur ali pa več, lahko tudi dnevno, skrbijo za nekoga, ki je kronično bolan, invaliden ali pa zaradi starosti opešan, onemogel in potrebuje oskrbo. Pa naj si bo to družinski član, prijatelj, znanec. Zdaj v Sloveniji je to vsak 10. Slovenec, se pravi okrog 200.000 ljudi, če najbolj ozko definicijo pogledamo. Če pa malo širše pogledamo, so pa to pravzaprav že skoraj vsak 5. Slovenec pomaga pri kakšnem inštrumentalnem opravilu. To bom potem na kratko povedala, kaj so, se pravi pri tem, da gre v trgovino, kakšne podobne stvari se pravi, da naredi. Se pravi, če je to vsak 5. ali pa 10. Slovenec, če ni to kdo od vas, pa gotovo poznate koga, ki trenutno za nekoga skrbi. In zdaj, prejšnjič smo z eno skupino od vaših govorili o tem dolgotrajni oskrbi in smo rekli, da nekje 4% prebivalcev Slovenije trenutno potrebuje dolgotrajno oskrbo. To je nekje 80.000 ljudi. Od tega 75%, se pravi za 60.000 ljudi, skrbijo družinski oskrbovalci. Se pravi, ali pa rečemo z drugo besedo, neformalni oskrbovalci. To, kar sem prej rekla po domače, nekdo za njih doma skrbi. In v Sloveniji, pa tudi drugje po Evropi, vemo že vsi, da se prebivalstvo stara in nekje po podatkih se bo delež ljudi nad 80 let v Sloveniji povečal iz 4,5 na nekje 12,3 do leta 2060. Kar pomeni, da bo oskrbo potrebovalo 2-krat do 3-krat več ljudi. Se pravi, bo že zdaj je zelo, zelo aktualna, bo pa še bolj pogosta. In sistem zakaj to razlagam je danes pri tej naši temi? Zaradi tega, ker sistem dolgotrajne oskrbe ni vzdržen brez družinskih oskrbovalcev. Brez tega, da ljudje doma skrbijo za svoje bližnje, se pravi sorodnike, prijatelje, znance. Ne finančno, ne dovolj kadra ni za to. In v nobeni še tako bogati državi ga ni. Zato se Evropa z zakonom za dolgotrajno oskrbo pa z drugimi stvarmi trudi podpreti družinsko oskrbovalce, neformalne oskrbovalce vedno bolj prepoznava za pomembne,
prepoznava pa tudi, da je treba za njih poskrbeti tako z znanjem kot s podporo, ker je lahko ta oskrba zelo težka. Ker skrbeti za nekoga pomeni, prej sem rekla, da bom malo povedala, za tiste, ki morda nimate še svoje izkušnje, pomeni lahko pomoč pri osnovnih opravilih, se pravi, to so vstajanje, umivanje pa higiena, oblačenje, slačenje, gibanje, premikanje, se pravi, uživanje hrane, zdravil, izločanje, navezovanje medčloveških stikov. To so osnovne funkcije, ki jih imamo. Potem so pa inštrumentalne, ki sem jih prej omenila, ki so pa zelo pomembne, niso pa čisto nujne, to so pa kuhanje, čiščenje stanovanja, pranje, likanje, nakupovanje, denarni posli, pa druga za človeka pomembna opravila, recimo tudi prevoz sodi sem. In pomoč pri teh osnovnih in inštrumentalnih opravilih je oskrba, ki je pa lahko, kot sem na začetku čisto rekla, nekaj ur, tedenska ali pa dnevna. Lahko je do 24 ur, glede na to, kakšne so potrebe tega človeka, za katerega skrbimo. In mogoče še ena zanimivost, kdo v Sloveniji največ skrbi. Mi smo leta tam 2011 do 2013 delali raziskavo staranja v Sloveniji in se je po podatkih pokazalo, da največkrat so to v Sloveniji možje, žene, potem pa hčerke, pa sinovi zatem, pa snahe, vnuki, bratje, sestre in drugi družinski člani v 80%. Zato uporabljamo velikokrat izraz družinski oskrbovalci. Širši od tega je pa izraz neformalni oskrbovalci, ker 20% ljudi pa oskrbujejo prijatelji, znanci, sosedje. V Sloveniji imamo nadpovprečno veliko sosedov, kar tudi ni zanemarljivo, ki skrbijo za nekoga, ki je zbolel ali pa opešal. Tako da nimamo samo kot zanimivost veliko prepirov sosedskih, imamo tudi veliko sosedske pomoči. In kot sem rekla, je ta oskrba lahko zelo naporna, tako fizično, če je človek recimo nepokreten, pa če potrebuje veliko nege, psihično, oskrba sama, če je človek bolan, prinaša skrbi. Poleg tega pa zaradi bolezni, recimo če je demenca še zraven, je lahko zelo naporno za svojce, je lahko človek težek, se osebnostno spremeni. Potem pa danes oskrba vedno več medicinskega znanja terja, znanost je šla naprej, veliko stvari znamo in če hočemo dobro za nekoga skrbeti, kar si večina želi, je treba vedno več znanja, tudi to ni lahko. In še nekaj pri tej oskrbi pomembno, pri tem uvodu, da vemo, vsak od nas se lahko v tem znajde v tej vlogi. Prej ali slej v vlogi oskrbovalca za krajši ali pa daljši čas, lahko prehodno, se lahko vsak znajde, to ni neka vloga, za katero smo ponavadi se zaposlimo ali pa si jo izberemo, ampak pač v njej ljudje pristanemo. In zato smo danes rekli, da bi bilo tudi za vas zanimivo, da gremo čez to, kako si pa to, ko se znajdemo v taki vlogi, ali pa če ste že v taki vlogi, ali pa tudi, če koga poznate, pa vam mogoče lahko priskočite na pomoč ali z nasvetom ali nekno, kaj se da narediti. In se bomo sprehodili čez 3 področja. Drugače, mi delamo na tečaju družinskih oskrbovalcev, imamo 10 ur, 10 srečanj po 2 uri, se pravi, več kot 20 ur govorimo o različnih oblikah, kako od znanja do različnih oblik pomoči. Tako da danes ne bom mogla biti tukaj temeljita, se bomo pa sprehodili čez vsa področja, na katerih se da to oskrbo olajšati doma. Prva stvar, ki je, se pravi, je razbremenitev pa pomoč. Zdaj, če ste vi tisti, ki ste glavni, skrbite za nekoga, ne? Vedno lahko je nekdo, ki je glavni, drugi pa pomagajo, včasih je pa to samo en človek.
In če ste, posebej, če ste sami v tej vlogi, je zelo, zelo pomembno, da poiščete pomoč, če je le možno, pa delo prerazporedite. Ker, kot smo rekli, je to zahtevna naloga, ki veliko terja in časa in moči. In če se le da razmisliti, kdo bi še lahko skrbel za, recimo, mojo mamo ali pa mojo staro mamo, s kom si lahko razdelimo. Recimo pri moji mami, se pravi za staro mamo govorim, ona je živela pri teti pa stricu in sta ona dva največ skrbela za njo, so si pa ostali bratje pa sestre porazdelili tako, da so prihajali potem v kasnejšem obdobju, ko je bila že zelo bolna, da so prihajali enkrat do dvakrat na teden, da se je malo porazdelilo, da ni bilo vse na stricu pa teti. Jaz kot njena vnukinja sem recimo imela nalogo, pa da sem jo peljala po obiskih. Kadar je hotela stara mama na obiske, sem jo jaz peljala in sem tudi jaz od tega mogoče skoraj več dobila kot stara mama, ki je lahko šla takrat z mano po obiskih. Se pravi, zakaj to govorim, da imam tudi jaz lepe spomine na to obdobje, je zato, ker velikokrat, ko smo v vlogi, da za nekoga skrbimo, imamo občutek, da ali pa težko prosimo za pomoč, ali pa se nam zdi, ne bomo obremenjevali drugih. Ampak v resnici, če se skrb porazdeli, je lahko tudi za druge to v resnici ni nujno tako breme, kot si mislimo, lahko je tudi nekaj lepega, pa tudi nekako lažje za vse, če se v tem pomeni, pa prerazporedi. Tako da je zelo pomemben, da se oskrba, koliko se da porazdeli, da se prosi za pomoč, ker noben človek skoraj ne more sam, pa ne more sam vsega vedeti. Tako da je zato boljše za vse. Pa vsak rabi to, kar bom večkrat poudarila danes, tudi oddih pa čas zase. In je to čisto normalno, da se zato tudi prosi, reče drugim. Je pa še ena stvar, ki jo velikokrat srečamo pri svojcih, je, da čakajo, da bo drug ponudil pomoč. Seveda v idealnem scenariju je lepo, če drugi se spomnejo pa ponudijo pomoč. Zdaj nas je tukaj ena skupina, ki mogoče imate že to v mislih od prej, ali boste pa zdaj bolj pozorni, ampak velikokrat se ljudje tega preprosto ne spomnejo. Ne, da bi bili žleht ali karkoli, ampak ne opazijo, tako samoumevno rata ta oskrba, da nekdo skrbi, da se nekako ne spomne, da bi bilo za porazdeliti. Tako da, kadar opazite to, ali da imate tako situacijo vi, ali pa kdor vaših bližnjih, je dobro, da predlagate, dajmo se usesti pa videti, kaj si lahko porazdelimo. Tako da, to je o tem, da se prerazporedi delo. Se pravi, prva stvar, ki se jo da narediti. Druga stvar je prostovoljstvo pa družabništvo. Obstajajo precej nevladnih organizacij, ki imajo prostovoljstvo, take ali pa drugačne vrste, ali pa družabništvo s starim človekom ali pa z bolnimi ljudmi. Tle je ena stvar zelo pomembna, ki bi vam jo položila na srce, da se, kadar se za to odločite ali pa povabite prostovoljce v hišo, da se v začetku dogovorite, kaj bo prostovoljc delal. Zaradi tega, ker prostovoljci za svoje delo niso plačani, ni samoumevno, da bodo delali nego, recimo, ali pa osnovne stvari. Včasih so bolj za družabništvo, zato da kaj preberejo, ali pa za družbo, ali pa za kako drugo stvar. In če tle najdete skupni imenovalec, skupno točko, da je za oboje dobro tako prostovoljstvo, potem je fajn, potem je to dobra rešitev, vsaj za ta malo družaben, da nek starejši človek ali pa nekdo, ki potrebuje pomoč, pa je sam, ni ves čas sam. Zato je ponavadi prostovoljstvo pa družabništvo. Ampak s tem, da je treba na začetku se zmeniti, da ne bo kakih razočaranj ali pa nesporazumov. Pa tudi kakih izkoriščanj, da tle ne prihaja do tega. Tudi če ste vi, recimo, ki je prostovoljci. Potem naslednja stvar, ki pomaga pa razbremeni oskrbo, so pomoč na domu pa patronažna služba. Patronažna služba
jo predpiše zdravnik, je za primer bolezni, recimo za previjanje, za ran, za razne zdravstvene stvari, ki jih človek rabi. Pomoč na domu je pa ponavadi organizirana ali privatno ali iz domov za starejše občane organizirana. Jo pa organizira skupaj država oziroma občine, pa delno privatno, je plačljiva, ponavadi stane 5 do 6 evrov na uro. Odvisno od občine, ker občina doplača ponavadi tam 50 do 70%. Dobijo pa ljudje lahko to pomoč na domu za osnovna opravila, ki sem jih prej naštela, lahko za gospodinjsko pomoč, lahko pa za druženje. Pri tem bi vas opozorila, da je pri pomoči na domu velikokrat čakalna vrsta oziroma nekaj časa traja, da se to organizira. Tako da razmišljajte o tem, če bi kdorkoli od vas ali pa od vaših bližnjih to potreboval, majčkeno naprej, koliko se da. Se pravi, če se pričakuje neka operacija planirana, ali pa če je nekdo sprejet v bolnico, ker se mu je nekaj poslabšalo, pa pričakujete, da bo prišel domov, da se še preden se pogovarja o odpustu, že v enem času v bolnici, začne pogovarjati o pomoči na domu. Da se pokliče, da se preveri možnosti, da se že vnaprej zmeni in potem se lahko stvari še koliko pravočasno uredijo. Velikokrat, malo odvisno od občine, ampak imejte to malo v mislih. Zdaj, več oblikah pomoči lahko najdete za vsako občino posebej, obstaja zemljevid na državni strani od gov.si. Najdete pa tudi na naši inštitutski strani, če greste pod Inštitut Antona Trstenjaka Sožitje, pogosta vprašanja in odgovori, pa boste našli tudi te povezave do teh strani, o katerih zdaj govorim, kjer potem najdete te podatke. Potem naslednja stvar, s katero si lahko pomagate, je, da se naroči dostava obrokov. Se pravi, to so take stvari, ki jih naštevam, nekatere dosti enostavne pa osnovne, ampak so pa pomembne. Se pravi, redni obroki, da se naročijo, je možno velikokrat v vrtcih, je možno v domovih za starejše, včasih tudi nekatere gostilne, restavracije ponujajo to možnost, da se naroči, seveda pa tle cene varirajo. Potem ena stvar, ki jo, ne vem, če jo poznate, mogoče tudi, prej sem rekla, da je pomembno, da si svojci ali pa taki skrbi vzamejo tudi kaj časa zase pa vdih, da ne pregorijo, ker je oskrba lahko težka. Sem videla vmes, že bom pa pogledala cel prispevek, ampak nekdo je že napisal, da je pomoč težka, kot smo tudi prej že rekli lahko, in je treba si vzeti od časa do časa vdih. To se je možno zmeniti svojci, če so, včasih pa, če ni nikogar ali pa če je to boljša rešitev, je tudi možno v domove za starejše občane, je možna začasna namestitev. Do 30 dni je začasna namestitev in precej domov hrani neki sob ali pa sobo za začasne namestitve. To je tudi nekaj, kar je za naprej preveriti, ampak je možnost, ki obstaja in lahko pokličete pa vprašate, če bi bilo možno, da greste na dopust za teden, dva, za to, da se začasno namesti vašega svojca bližnjega v dom. In se tudi z njim seveda tako pomenite, da je to pač za vas oddih, potem pa, da bo prišel nazaj domov, če je takšen dogovor oziroma če ste se tako odločili. Potem obstajajo tudi oblike dnevnega varstva. Dnevno varstvo pomeni, da v bistvu, to se uporablja velikokrat svojci, ki imajo nekoga z demenco, ali pa tudi za nekatere druge bolezni, da zjutraj odpeljejo človeka v dnevno varstvo svojca, ali pa tega, za kogar skrbijo, potem ga pa po koncu službe vzamejo nazaj domov, se pravi za ta čas tekom dneva. To praviloma nudijo domovi starejših, včasih pa tudi nekatere druge ustanove se lahko pogleda.
kot zanimivost, pri nas na inštitutu imamo v Komendi, tam pa ni dnevno varstvo, ampak samo bivanje. To je za tiste, ki so pa še aktivni, pa v bistvu zato, da niso sami doma, lahko pridejo za družbo. To tudi obstaja. Obstajajo tudi centri dnevnega bivanja ali pa medgeneracijski centri, ki so pa namenjeni bolj druženju. Ni še za tako ne mogle, ampak nekako ta oblika, ki pa tudi pri tem socialnem delu stikih pomaga. Potem, zdaj smo šli čez sklop, kaj lahko naredimo doma za razbremenitev pa za pomoč. Če povzamem, se pravi, da prerazporedimo svoje delo, za družbo in take stvari pride v upoštev prostovoljstvo, družabništvo, za zdravstveno oskrbo patronažna služba, za pomoč pri osnovnih gospodinjskih ali pa tudi pri družabništvu je pomoč na domu lahko. Potem je možnost dostave hrane razmišljati, o tem, da začasno namesti se človeka v dom za starejše do 30 dni, in pa dnevno varstvo, če pa samo za druženje, pa oblike dnevnega bivanja. Potem imamo pa naslednja stvar, kjer si lahko svojci pomagate, je pa tudi, se pravi, prilagoditev prostora pa pripomočki. Pri prostoru gre lahko za temeljito prilagoditev stanovanja. Se pravi, za starejše ljudi ali pa za nekoga, ki je bolan, invaliden, je veliko lažje, če je hiša pritlična, če so vrata dovolj široka, ali pa če ni pritličje, da je dostopno z dvigalom, da so klančine namesto stopnic, take stvari. Ampak da se pa narediti prilagoditve tudi manjše, ki pa ne stanejo veliko. Tako da, tukaj pa govorimo recimo v kopalnici je moč namestiti držala, umakniti preproge, ker velikokrat ljudje, posebej če so bolni, starejši, lahko padejo pri vogalih preprog. Potem držala sem prej že omenila v kopalnici, pa pod tušem tudi stolček, z katerim se lahko človek stušira, tako da sedi. Se pravi, take manjše prilagoditve, ki pa ne stanejo veliko, ampak zelo povečajo samostojnost, kaj lahko človek naredi sam ali pa z minimalno pomoči. In s tem tudi olajšajo oskrbo tistega, ki skrbi. Potem naslednja stvar, ki je pa niti ne zahteva v resnici vložka denarnega, je pa to, da se predmete prilagodi tako, da so na dosegu rok. Posebej, če je človek bolj na postelji, ali pa tudi, če je starejši, pa težko se visoko sega, da se dajo bolj na nižje police, blizu. Potem so pa stvari, ki jih bi prej lahko že omenila, kot so dobra osvetljava, pa to, da se umakne drseče preproge, sem že rekla, kabli so tudi taka stvar, ki pa ne stane, pa so velikokrat problem. V glavnem, veliko tovrstnih prilagoditev v stanovanju se da narediti, ki v bistvu olajšajo oskrbo v tem smislu, da povečajo samostojnost ali pa da je lažja. In zdaj še ena stvar, ki sem jo hotela vam povedati, tle je postelja. Posebej, če je človek nepokreten ali pa težko pokreten, je zelo pomembna postelja, da imamo bolniška postelje, lahko se nastavi višina, se lahko nastavi, se jo lahko dvigne, se lahko noge dvigne. Pomembno je pa iz dveh vidikov. Prvič je za tistega svojca, ki leži, je manjša verjetnost, da bodo preležanine nastale, ker so postelje tako narejene, ponavadi imajo dekubitusne blazine. Pa tudi to, da lahko dvignemo vzglavje, je pri hranjenju, da ne pride do tega, da bi človek vdahnil hrano, pa še veliko drugih stvari je pri taki postelji. Po drugi strani pa je pomembna tudi za svojce, ki skrbijo, oziroma za druge oskrbovalce,
zaradi tega, da čuvajo hrbet pa medenično dno. Ker veste, kadar človek dalj časa nekoga, ki je težji, premika, kar se začne velikokrat dogajati, je to, da si sam poškoduje hrbet ali pa ker pri dviganju pride do okvare mišic medeničnega dna, pa posledično do inkontinence. Posebej pri ženskah je to pogosto. Tako da, če se pa postelja dvigne višje, kar se bolniške postelje lahko, pa se v bistvu iz počepa dela te stvari, se pravi, to je tudi nekaj prikazov slik, ki si jih lahko potem pogledate, so tudi na naši strani ali pa filmčki, potem je pa veliko manjša verjetnost, da pride do teh pač poškodb, okvar in je za oba boljše. Postelje bolniške se lahko najame, ni treba kupiti. Zdaj ne bom protežirala nobene od ponudnikov v Sloveniji, ampak jih je ene par teh, ki se s pripomočki ukvarjajo. In tudi druge pripomočke se da najeti ali pa sposoditi začasno, od se pravi vozičkov, pa še kar ene par drugih stvari, vam pa naročilnico napiše praviloma zdravnik. Je pa fino, da na to spomnite, ker včasih se zdravniki spomnejo, včasih ne. Tako da v bistvu velikokrat na svojcih, da za te stvari malo prosijo, rečejo, spomnejo. Dobro, se pravi, zdaj sem govorila o prilagoditvi stanovanja, o pripomočkih. Potem lahko najdete tudi nekaj na našem YouTube kanalu, kjer so v bistvu kako od praga, pa potem do prostorov prilagoditi stanovanje. Pa malo je tudi o tej posteli, pa o tem, kar sem zdaj razlagala. Včasih si je lažje pogledati, kot nekoga takole malo suhoparno poslušati. Potem tretja stvar, ki pa je, se pravi, zdaj smo rekli, prva stvar je razbremenitev pomoč, druga stvar je prostor prilagoditi, pripomočke dobiti tiste, ki je možno. Tretja stvar, ki pa razbremeni oziroma pomaga pri oskrbi, je pa znanje. Znanje, sem že prej omenila, da imamo na inštitutu tečaj za družinske in druge neformalne oskrbovalce, kjer vse ta znanja pokrijemo. In bom pa zdaj vam majčkeno naštela pač različna področja znanja, ki so za oskrbovalce, tako da pridejo prav. Eno je nega pa poznavanje pripomočkov. Pa zdaj ne vem, če bi jaz lahko ekran delila, vam bom nekaj pokazala, ampak nismo prej probali, če to dela, tako da bomo videli, a bo delalo. Če bom dobila dovoljenje, pa bom probala pokazati. Bomo uredile, ja. Zdaj bom pa probala vam pokazati en kratek filmček, da boste imeli malo predstavo. Evo. A vidite zdaj na ekranu filmček oziroma začetek? Bomo probali 2 minutki traja, če bo delano. Se vidi, ja. Super. Če človeka ne moremo posesti in zanj skrbimo leže, mora imeti tak človek pod seboj 2 rjuhi, jogi rjuho in rjuho obračalko. Pred začetkom odstranjevanja rjuho potegnemo izpod jogija. Na bolečo ali bolj bolno stran nastavimo novo jogi rjuho. Ko smo to naredili, gremo na drugo stran postelje in bolnika obrnemo proti sebi na bok. Pri tem uporabimo podlogo ali rjuho obračalko. Pred človeka lahko postavimo še blazino, da lahko nanjo opre zgornjo roko, ima boljši občutek in večjo varnost. Pri tem vedno stojimo pred bolnikom. Z rokami sežemo preko bolnika, zvijemo jogi rjuho do bolnika in raztegnemo čisto rjuho do sredine postelje.
Bolnika nato nežno obrnemo na drugi bok. V celoti odstranimo umazano rjuho in potegnemo pod njim čisto rjuho. Ko je bolnik zopet na hrbtu, dokončno raztlačimo robove pod jogi. Pri tem skrbimo, da je rjuha napeta, gladka, saj gube lahko hitro povzročijo nastanek razjed. Na enak način nastavimo tudi posteljno podlogo in zamenjamo tudi rjuho v obračalko. Pazite, preden se lotimo prestiranja postelje, je dobro, da svojca uredimo. Zamenjamo plenice, umijemo, saj si tako prihranimo nepotrebno ponovno menjavanje rjuhe. Zdaj, upam, da ste videli filmček, ne vem čisto, kako se to vidi pri vas, ker pri meni po mojem malo drugače izgleda, ampak te filmčke kratke smo pripravili z našo fizioterapevtko Ivanko Bežal in so ravno zato, da pomagajo malo pri tem, ko sem rekla, se pravi znanje v negi. Hotela sem vam malo pokazati, da v bistvu znanjem je lahko nega ali pa nekateri opravila, v katerih se znajdemo, da jih moramo delati, recimo rjuho zamenjati, kako nekoga pomagati umiti, take stvari so lahko precej lažje. Tako da obstaja znanje za te stvari. Podobno velja za področje rehabilitacije, se pravi, ko pride nekdo domov po kapi možganski ali pa ker je zelo oslabel, pa da se mu pomaga, da lahko se spet dobi nekaj moči, ali tako, da jo vzdržuje, ali pa celo, da potem se lahko spet postavi na noge. Prav tako je znanje, lahko se dobi tudi pomoč fizioterapije, ampak je to pri nas v Sloveniji kar težko dobiti za na dom, pa praviloma plačljivo. Smo pa glih zato tudi za našo fizioterapevtko posneli kratke filmčke, ki so prav tako na našem YouTube kanalu in bodo za vas zdaj, ko smo razmišljali, da bodo dostopne tudi za ljudi, ki slabo slišijo ali pa ne slišijo, jih bomo zato podnaslovili. To zdaj delamo te dni in bo potem lažje tudi za vas ogled takšnih stvari. Tale, ki ste ga zdaj videli, ne vem, je bil po zaslugi tolmačke podnaslovljen, oziroma tolmača danes, ampak sicer pa bodo potem pa tudi za ostali, ki jih je možno si pogledati, se pravi za rehabilitacijo. Me zanima, a ste filmček se lahko gledalo ali ne, ker sem vam še enega za rehabilitacijo, ampak če prvi ni bil v redu za gledati, potem bom tega spustila. Lepo se je videl, ja. Lepo se je videl, no pa vam bom pa še tega za rehabilitacijo pokazala, če to deluje. Nisem bila sigurna, na začetku smo se o tehniki pogovarjali, pa včasih te stvari zelo lepo delajo, včasih pa ne tako zelo. Ampak če delam, vam bom pa še tole pokazala, kar govorim zdaj, se pravi o rehabilitaciji. Da je tudi tle znanje lahko pride zelo prav, evo. Tale pa mičken daljši. Evo, to je pa v bistvu čisto začeten del rehabilitacije, ko je nekdo, se pravi, ko obleži, kot sem rekla, po možganski kapi ali pa zaradi kakšne druge bolezni. Z namenom čim boljše samostojnosti našega svojca in njegovega dobrega počutja začnemo z vajami. Poglejmo si nekaj vaj, ki jih bomo izvajali. Potegnete stopala proti bradi in jih potiskate navzdol. Potegnete proti bradi in potiskate navzdol. Še enkrat potegnete proti bradi in potiskate navzdol. Ker vlečete peto proti zadnjici in stegnete nogo. Greva še levo nogo lepo in stegnite. Tako dvigneva. Dvigate peti od podlage. Tako zadržati in počasi spustiti.
Dvignemo peti od podlage, zadržati in spustiti. Dvignemo peti od podlage, zadržati in spustiti. Skrčite tako, dobro, in dvigamo ritko od podlage. Tako je dobro, pa spustite. Pa dvignete ritko od podlage in spustite. Dobro. Kar žogico, ne? Tako, stiskati. Močno stisnite, Brigita, pa spustite. Pa še enkrat močno stisnite in spustite. Dobro je. Kar nogi naven, pa nogi skupaj. Pa še enkrat nogi naven, pa nogi skupaj. Takole zdaj pa približujemo še koleno, pa dol. Pa dajva še drugo roko na koleno, tako in dol. In greva še desno na levo koleno, izmenično lepo. Pa gremo še enkrat, kar ponovimo lepo in gremo dol. Dobro. Gremo gor lepo počasi, roke čim višje, kolikor gre, takole. Več, dobro. In gremo dol, takole, dobro. Pa dajmo še enkrat ponoviti, poskušajmo čim višje, še malo tako. In gremo dol. Dobro. Tako, zdaj bomo pa desno nogo lepo skrčili, levo stegen podaljšati, še malo podaljšati, tako zadržati. In stegnemo desno nogo. Skrčimo levo nogo, še jo malo skrčimo takole in podaljšati desno nogo. Še jo podaljšajmo, tako. In spustimo. Takole. Vaje izvajamo enkrat do dvakrat na dan, in sicer od 15 do 30 minut. V začetku, ko je naš osvojec oslabljen, takrat potem delamo vaje krajši čas. Lahko začnemo s 5 minutami in to podaljšujemo. Predvsem je pa pomembno, da delamo vaje od 1. do 3. večkrat na dan. Svojca opazujemo. Če opazimo bledico, potenje ali če pove, da ga boli, takoj prenehamo z vajami. Se pravi, smo rekli znanje, kako, tukaj ste pa videli znanje, kako človeku pomaga, da ohranja gibljivost ali pa da jo spet pridobi. In to zelo pomaga tudi pri oskrbi sami, zato ker če človek pridobi vsaj nekaj gibljivosti pa moči, je nega lažja, oskrba, pa tudi za gibljivost, za svojca je to veliko bolj, pa proti preledeženim veliko dobrih efektov imajo take stvari. Se pravi, različna znanja, ki jih lahko ima, ki jih lahko dobi nekdo, ki skrbi. Druga bom pa zdaj samo naštela, ker nimamo toliko časa, pa vam bom pokazala, kje si jih lahko tudi nekaj najdete. Se pravi, tule imate na naši strani za družinske oskrbovalce so pogosta vprašanja. In tule lahko najdete tudi recimo, kako z dementnim svojcem, kako se pogovarjati z njim. Potem literatura kakšna, ki vam lahko pride v pomoč pa v poštev. Pa potem finančno, tudi na tej isti strani, se pravi, tu najdete tule pogosta vprašanja, če greste na našo stran podsožitje. Podsožitje je tudi več drugih stvari za družinske oskrbovalce, tule prav stran in tule so potem različne stvari zbrane za družinske oskrbovalce. In imate tudi potem stvari, ki so tukaj, je recimo, kako s finančno pomoč pa dodatki za pomoč in postrežbo recimo se da nekaj dobiti.
Čakamo pa zakon o dolgotrajni oskrbi, ki upamo, da bo zdaj že decembra sprejet, ki bo pa še bolj uredil ta finančni del, da bodo storitve doma, da se bodo lažje pokrile, tudi oziroma da bodo plačane do ene mere, ali pa celo v veliki meri oskrbe, če je potrebna, da bo svojc dobil za to za nadomestilo oziroma tisti, ki bo oskrboval. Potem od znanja, ki je pomembno, je še znanje, kako se s človekom pogovarjati. Tudi tega se mičkeno lahko najde na naši strani, posebej takrat, ko je težaven. Tudi to ni taka samoumevna stvar, pa zelo težka v resnici. Potem znanje je pomembno to, kar smo danes malo govorili, da se pozna sploh, katere so oblike pomoči, ker je šele potem si jih lahko sploh poiščete. Potem je tudi razmislek pa pogovor o tem pride v poštev, to imamo tudi na tečaju, recimo kako potem razmišljati, kdaj v dom, a je dom ali ne dobra rešitev, pa pogovori ob tem, ali pa če je človek v domu, kako pa takrat skrbeti, takrat tudi se nadaljuje oskrba, ampak na malo drugačen način, bolj ta socialen del. Pa potem, ko bolezen napreduje, kako s paliativno oskrbo, kako v prvem umiranju, žalovanju, tudi tle znanja veliko obstaja, pa lahko pomaga. Pa ga bom zdaj samo naštela, pa zelo pomembna tema skrb zase, ne pozabiti. Sem se spet vrnila k temu, kjer sem začela, da je treba tudi, kad vsak, ki oskrbuje, pa za nekoga skrbi tudi zase poskrbeti. Tako da tudi na tečaj, ker sem jih zdaj že večkrat omenila, sem šla zdaj čez teme, tudi kaj ljudi tam učimo, pa ki so pomembne, nekaj pa lahko si tudi sami na to najdete, je skrb zase ena od zelo pomembnih tem. Še ena možnost je, preden končam, potem pa pustim še vam možnost, da kaj vprašate, kar vas zanima, bo mogoče boljše. Se pravi je tudi, da na inštitutu nas vedno lahko družinski oskrbovalci ali pa če koga poznate, ki bi rabil tako pomoč, pokličete pa vprašate za nasvet, ker je vedno lažje individualno. Zdaj na splošno bomo videli, če boste imeli kakšno vprašanje, ampak če razložite situacijo, potem lahko mogoče vam tudi iz katerih od teh področij svetujemo ali pa najdemo, kam bi se bilo fajn obrniti naprej. Tako da, tudi ta pa številka je bila prej tudi na tisti strani, ki sem jo pokazala, je pa drugač 064 299 599. Da tudi samo, če rabite pogovor, ko imate doma težko situacijo s kakim od svojcev ali pa bližnjih, ali pa, če rabite kak nasvet glede oskrbe, kaj bi se dalo še olajšati, ali pa kaj obstaja, vas mogoče lahko kam obrnem, kakšno pomoč.